Raziskava stanja razvitosti kariernih centrov v Sloveniji je zajela 80% vseh višjih strokovnih šol, zato lahko z veliko gotovostjo povzamemo, da vse, kar smo ugotovili, velja za celotno višje strokovno šolstvo. Ugotovitve so, da na 2/3 višjih strokovnih šol organizirano izvajajo karierno svetovanje in informiranje, žal je pa še 1/3 šol, kjer tega področja nimajo razvitega. Najbolj pogosto svetujejo študentom v zvezi z izbiro študijskega programa in možnosti nadaljevanja šolanja po zaključeni višji strokovni šoli. Izvajajo tudi individualno svetovanje za izbiro poklicne kariere, manjkrat pa se šole odločajo, da bi pomagale in informirale študente, kako izoblikovati svoj karierni načrt, si postaviti cilj in do njega tudi priti. Zelo redki so tisti posamezniki, ki že nekje konec osnovne šole točno vejo, kaj je tisti poklic, ki si ga želijo, in ogromno je mladostnikov, ki zaradi tega, ker nimajo poklicne želje popolnoma oblikovane, gredo v splošne izobraževalne programe na nivoju srednje šole in ko so na koncu srednje šole, še vedno ne vejo točno, kam bi se želeli usmeriti. Žal je tudi ogromno odraslih ljudi, ki smo zaposleni, pa še vedno ne vemo čisto zagotovo, katero je naše karierno področje, na katerem bi želeli uspeti. Malo lahko poskušamo z menjavo služb, ampak bolje bi bilo, če bi se nekje v procesu izgradnje kariere le usedli, premislili o svojih načrtih in ciljih in do tega svojega cilja prišli po ustreznih korakih. To, kar v višjem šolstvu zelo dobro počnemo, je sodelovanje z delodajalci za namene praktičnega izobraževanja. In na nek način že samo praktično izobraževanje pomeni za naše študente tudi karierno orientacijo. Tisti del, ki bi ga pa želeli dodati k temu praktičnemu izobraževanju, je pa, da bi višje šole usposabljale svoje študente tudi na področju spretnosti in kompetenc za načrtovanje kariere, iskanje priložnosti, da si pridobimo dodatno znanje, da se lahko usmerimo v kariero in poklic, ki si ga v končni fazi tudi želimo. Seveda je dobrodošlo, da bi šole organizirale okrogle mize in srečanja z delodajalci, kjer bi jim predstavljale ravno te kompetence, ki jih bodo imeli diplomanti teh študijskih programov, organizirali srečanje z mentorji praktičnega izobraževanja, na katerih se praviloma izmenjajo ideje o tem, katere kompetence je potrebno še nadgrajevati tokom samega študija. Ljudem, ki že imajo veliko delovnih izkušenj, je v bistvu lažje svetovati, ker skozi te svoje izkušnje že pol vejo, kaj je tisto, kar si želijo, kaj je tisto, kar jim je všeč. Namreč mladi študenti sami po sebi pogosto sploh ne vejo, kaj bi v življenju radi počeli. Praviloma, če jim neko delo ni všeč, nimajo poguma, da bi šli na neko novo karierno pot, in s tem, ko jim pokažemo, kakšne vse možnosti obstajajo, jim seveda malo razširimo obzorje. V višjih šolah imamo tudi to možnost, da omogočimo študentom, ki študirajo tudi izredno oziroma so že odrasli, imajo delovne izkušnje, da vseeno opravljajo praktično izobraževanje in si na ta način pridobijo ali izkušnjo z delom v poklicu, za katerega se izobražujejo, ali pa da se predstavijo delodajalcem. In jaz poznam kar nekaj takih zelo pozitivnih praks, ko je nekdo poleg svoje službe šel opravljati delo in pri tem ugotovil sam in njegov delodajalec, da imata skupne interese in je na koncu iz tega nastala zaposlitev. Zagotovo je na prvem mestu znanje z področja kariernega svetovanja, z področja načrtovanja kariere in poleg tega čisto usmerjenega strokovnega znanja, ki si ga lahko pridobijo ljudje različnih poklicev v izobraževanjih, ki so organizirano tudi pri nas, je nujno, da znamo vzpostaviti primeren odnos z osebo, ki jo svetujemo, da
se znamo primerno pogovarjati, da znamo dobro poslušati, da imamo razvite te mehke komunikacijske veščine, da sploh pridemo do spoznanja, kaj je tisto, kar predstavlja študentu težavo pri odločanju, in da mu z postavljanjem primernih vprašanj pomagamo priti do odgovora, ki se ga bo izbral pravzaprav sam. Karierni svetovalci morajo poleg tega, da so usposobljeni informirati študente oziroma kasneje tudi diplomante o tem, katere kompetence so študijskim programom pridobili, katera mesta za praktično izobraževanje v okolju obstajajo, kakšna je zaposljivost v nekem študijskem programu, kakšna je zaposlenost diplomantov v nekem študijskem programu, ponuditi tudi znanja z področja priprave na zaposlitveni razgovor, priprave dokumentacije, ki jo potrebujemo v procesu zaposlovanja, in seveda tudi ponuditi mladim podporo pri tem, ko se spoznavajo, torej pridobivajo informacije o svojih sposobnostih, svojih osebnostnih lastnostih, svojih poklicnih interesih in usklajenosti vsega tega z zahtevami delovnega mesta. V zelo kratkem morali bi jih znati usposobiti za to, da bojo kasneje svojo kariero gradili sami, torej da bojo imeli ustrezne spretnosti in kompetence načrtovanja te svoje karierne poti. Praviloma so povratne informacije delodajalcev o kompetencah in usposobljenosti naših študentov in diplomantov izjemno pozitivne. Edina stvar, ko nam svetujejo, da bi jo bilo smiselno bolj poudariti, je pa ozavestiti študente, katere kompetence pravzaprav imajo oziroma katera orodja so sposobni uporabljati potem, ko zaključijo izobraževanje. Na tem področju je vloga kariernih svetovalcev izjemno velika, saj na eni strani lahko predstavijo profil diplomanta delodajalcem v okolju, hkrati pa ozaveščajo tudi študente in diplomante, v čem se razlikujejo od drugih poklicev oziroma kaj so njihove osnovne kompetence. Zelo pogosto se zgodi, da ravno ravnatelj sprejme klic delodajalca: dajte mi prosim svetovati, kjer izmed vaših diplomantov, študentov bi bil primeren za zaposlitev v našem podjetju. Ker je prvi komunikator z okoljem, je zagotovo največ informacij zbrano pri ravnatelju. Če sam študentov ne pozna dovolj dobro, je seveda naslednji korak mentor praktičnega izobraževanja oziroma organizator prakse, saj skozi poročila delodajalcev pridobi informacijo, kdo se je pri delu dobro odrezal. Ta logika pravzaprav stika z delodajalci na področju svetovanja za izbiro kadrov zagotovo je v rokah ravnatelja oziroma organizatorja praktičnega izobraževanja. Zdaj zahteve postavljajo merila o zunanji evalvaciji višjih strokovnih šol, presoja se delovanje kariernih centrov, presoja se, ali svetujemo in pomagamo študentom pri izbiri in načrtovanju njihove kariere. Dejansko pa vsi to počnemo iz svojih lastnih sredstev, poleg rednega dela, ki ga itak že opravljamo. Torej si obetamo, da bi mogoče v bodočnosti bilo sistemizirano delovno mesto, namenjena sredstva za tega delavca in pol bi nekako tudi vedeli, koga poslati na izobraževanje in kako da to stvar zapeljati v pravo smer.